V okviru pilotnega projekta Slovenska ekološka kurkuma smo v letu 2024 na 3 ekoloških kmetijah, Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in Biotehniškem centru Naklo preizkusili različne tehnologije pridelave kurkume v Sloveniji. Kurkuma je začimbnica tropskih območij, ki za optimalno rast zahteva temperature nad 20 stopinj, visoko vlažnost nad 70% in vsaj 1500 mm padavin letno. Zato je za lokalno pridelavo kurkume potrebno preučiti najprimernejše tehnologije. Tako smo na kmetijah izbrali 5 različnih načinov pridelave. Pridelava v večjem rastlinjaku z vlaženjem z mikrorazpršilci, v manjšem rastlinjaku s kapljičnim namakanjem, tunelu, visoki gredi na prostem in pridelava v loncih na prostem ter v rastlinjaku. Čeprav so najboljša tla za pridelavo kurkume lahka in dobro humozna, s takimi tlemi na naših kmetijah nismo razpolagali. Rastline so bile v obliki sadik posajene na stalno mesto v obdobju od druge polovice aprila do druge polovice maja v odvisnosti od temperature tal. Za gojenje ekološke kurkume smo se odločili, ker smo sami velik potrošnik te začimbe in se nam je zdelo zelo zanimivo preizkusiti, ali bi si jo lahko pridelali sami. Seveda pa to spada tudi v našo področje, saj pridelujemo zelišča in začimbe, tako da z veliko radovednostjo spremljamo, ali bomo sposobni pridelati tudi kurkumo. Pri pridelavi kurkume se nismo soočali s posebnimi izzivi, zagotoviti smo morali rastlinjak s primerno vlažnostjo in toploto. Ob izkopu smo ovrednotili maso svežih gomoljev, maso zelenega dela rastline, višino rastlin, število listov, število rizomov in poganjkov. Najboljše rezultate smo dosegli v večjem rastlinjaku z mikrorazpršilci, kjer se je mikroklima najbolj približala optimalnim pogojem za uspevanje kurkume. Povprečna masa gomoljev je v teh pogojih v 6 mesecih dosegla 1100 gramov na rastlino, kar je bilo skoraj 1,5-krat več kot v manjšem rastlinjaku s kapljičnim namakanjem. Še nekoliko manjšo maso gomoljev, 514 gramov na rastlino, smo pridelali pod tunelom. Pri pridelavi v globokih in plitkih loncih v rastlinjaku ali zunaj smo dobili podobne rezultate s pridelkom med 300 in 400 gramov rizomov na rastlino. Najslabši povprečni pridelek smo zabeležili pri pridelavi v visoki gredi na prostem, in sicer 292 gramov rizomov na rastlino. Padec temperature pod 10 stopinj Celzija v septembru je rastline na prostem zelo prizadel in popolnoma ustavil v rasti. Rastline v rastlinjakih do sredine oktobra niso bile vidno prizadete, se je pa rast gomoljev upočasnila oziroma kasneje ustavila. Lokalno pridelana kurkuma je med javnostjo požela veliko zanimanja. Gomolje je možno na trgu ponuditi sveže ali jih posušiti, liofilizirati in zmleti v prah. Povpraševanje po kurkumi je veliko, ljudje se spoznavajo s to čudežno rastlino in v tej obliki mladih korenin je dejansko pri nas čista novost. Kurkuma je zelo vsestransko živilo v kulinariki, kot prehransko dopolnilo, kot barvilo ali pa le kot lončnica. Dobljeni rezultati praktičnega preizkusa bodo pomagali kmetom pri nadaljnjih odločitvah za gojenje kurkume.